Dober dan, to je N1 studio. Letošnji maj bo v Sloveniji, kot kaže, eden najbolj namočenih v zgodovini meritev. Močno deževje nas je zajelo tudi danes in vremenoslovci so za severovzhod države prižgali celo najvišje rdeče opozorilo. Reke bodo poplavile v večjem obsegu, zaradi namočenosti grozijo zemeljski plazovi. Poleg gasilcev in enot civilne zaščite je v pripravljenosti tudi 72. brigada Slovenske vojske, sporoča obrambni minister Marjan Šarec. Kje bo najhuje, kdaj bo nevarnost minila, kaj napovedujejo na Agenciji za okolje? Na območju Šentilja, kjer grozijo plazovi, je naša novinarka Manca Turk, na Agenciji za okolje pa je z nami hidrolog Janez Polajnar. Lep pozdrav obema. Manca, najprej pa k tebi. Kakšne so trenutne razmere v Slovenskih goricah? Ja, Miha, snemalcem se trenutno nahajava v občini Šentilj, natančneje v naselju Zgornje Dobrenje. Tu se je pravzaprav plaz sprožil že v nedeljo. Takole trenutno izgleda situacija. Pristojni pravijo, da je resna, da je kritična. Gasilci so se tu v zadnjih 2 dneh oglasili že 3-krat. Sprva so plaz sanirali, a je bila zemljina tako težka, da je preostali del zemlje, kar ga je ostalo, potegnilo še globje dol. Lahko vidite številna drevesa, pa drva, ki so bila tu pripravljena za zimo. Celo pnevmatike lahko vidimo na dnu tega pobočja. Gasilci, kot rečeno, so bili tu večkrat. Takole so okoli hiše skopali tudi jarke, da bi nekako preusmerili vodo stran od že tako namočene zemlje. Trenutno so stanovalci, 4 živijo tu v tej hiši za menoj, evakuirani. Čez dan jim dovolijo, da se nahajajo v bivanjskih prostorih, po noči pa morajo spati drugje. Povedali so nam, da so si prenočišče poiskali pri sorodnikih. Sicer pa je ena od tukajšnjih prebivalk povedala, da praktično vsakih 10-15 minut hodi pred hišo in gleda, kakšno je stanje, ali se zemlja še bolj podira, še bolj udira, ali je morda celo začela pokati hiša. Bojijo se, da če se to zgodi, da hiša ne bo več primerna za bivanje, da ne bo več varna. Kot rečeno, že zdaj so razmere precej kritične. Tu naprej od mene bi pravzaprav moralo biti še 3 metre v normalnih razmerah tav, trenutno pa je, kot lahko vidimo, le slab meter. Situacija je precej zaostrena, dež pa še nikakor ne bo ponehal. Lahko smo slišali danes že precej tovrstnih napovedi. Da, meteorologi opozarjajo, gospod Polajnar, da bo glavnina dežja padla do večera, pojavljali se bodo posamezni hudi, siloviti nalivi, ampak je težko napovedati njihovo mikrolokacijo. Katere reke trenutno najbolj naraščajo oziroma kje je oziroma kje bo najhuje? Ja, trenutno zares vlada nekakšno zatišje, vsaj kar se tiče padavin v severovzhodni Sloveniji. Tam v današnjem dnevu še ni padla zelo velika količina padavin, nekje med 8 in 10 litri na kvadratni meter. No, ko pa ravno sedaj gledam radarsko sliko, pa vidimo, da se iznad Bosne in pa potem Hrvaške bliža nov padavinski val, padavinski sistem, ki bo trčil ob Slovenijo v prihodnjih urah. Najverjetneje se bodo te padavine pomikale prav čez območje, na katerem ste, torej v porečje reke Ščavnice in pa Pesnice, tudi na območje Pohorja, tam že dežuje. Tako da v prihodnjih urah vse do večera pričakujemo te dodatne padavine. Zdaj količina padavin na tem območju trenutno še ne moremo oceniti, ali bo šlo za zelo veliko količino ali bo to le manjša količina, pa vendar padavine prihajajo. O kako obsežnih poplavah pa lahko tu govorimo? So ogrožena tudi naselja? Trenutno so reke na tem območju upadle, imele so dan časa za to, da so upadle. So še vedno veliki pretoki, bolj nas pravzaprav v tem trenutku skrbijo manjši vodotoki in pa zastajanje zaledne vode, zalednih voda, zlasti tam, kjer na teh ravninskih predelih, pa tudi na teh predelih, kjer se prožijo zemeljski plazovi. V primeru močnejših nalivov bi lahko prišlo tudi do kombiniranih dogodkov, to pomeni zemeljski plaz in zastajanje vode za njimi.
tako da to je tisti osnovni oziroma tista največji problem, ki ga ta trenutek vidimo. Seveda bodo tudi reke narasle, upamo pa, da se vsaj tu na tem delu ne bodo zelo na široko razlile. Ja, kot smo slišali, so prebivalci trenutno najbolj zaskrbljeni zaradi plazov in poglejmo, kaj je o tem na današnji izredni novinarski konferenci Agencije za okolje povedala predstavnica Geološkega zavoda. Zelo pogost pojav v padavinskih dogodkih so zemeljski plazovi. Slovensko ozemlje, 1/3 slovenskega ozemlja je bolj podvržena tem pojavom in še zlasti glavni sprožitelj teh pojavov so običajno obilnejše dolgotrajne padavine ali pa kratkotrajne intenzivne padavine. V današnji tokratni situaciji imamo opravka z dolgotrajnimi padavinami. Tukaj imamo tudi veliko namočenosti, teren je namočen in posledica tega so tudi pojavi in zdrsi zemeljskih plazov. Trenutno je situacija takšna, da so bolj izpostavljeni prebivalci v vzhodnih predelih države, jugovzhodnih predelih države, tudi severovzhodnih in tudi v ostalih predelih države v odvisnosti od količine padavin. Kaj pričakujemo v naslednjih dneh, če se bodo padavine umirile, prenehale, lahko pričakujemo tudi seveda s tem povezano še nekaj dnevno večjo verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov, saj se mora akumulirana voda v nekaj dneh potem tudi odteči iz same zemljine. Geološki zavod vse prebivalce na bolj izpostavljenih območjih opozarja, naj bodo še posebej pozorni na vsa zamakanja v okolici objektov, nastanek razpok nad in pod objekti, potem tudi na vse nenadne zvoke, ki bi lahko pomenili na neke zdrse zemeljskih mod. Ob teh dogodkih, če opazijo takšne pojave, naj nemudoma pokličejo številko 112, sami pa naj se umaknejo na varno območje. Poudarjam tudi, da Geološki zavod Slovenije deluje izrazito preventivno pri obvladovanju zemeljskih plazov, tako da v bistvu imamo službo za opozarjanje pred nevarnostjo nastanka zemeljskih plazov in tudi izdelujemo opozorilne karte nevarnosti, ki so pomembne v bistvu kot preventivno delovanje na občinskem nivoju in so primerne za to se pravi pri samem prostorskem planiranju. Manca, kako so na območju Šentilja na večerno oziroma nočno dogajanje pripravljene interventne službe? Ja, za več informacij je tu ob meni gospa Ošlovnik iz civilne zaščite. Povejte mi, najprej me zanima, kar se tiče te situacije, ki jo trenutno gledamo, kaj je tisti najhujši scenarij, česa se bojite? Ja, bojimo se, da bi še več padavin padlo, da bi nam odneslo še ta del, da bi se mogoče porušili temelji, statika, hiše, ker to pomeni vse za te ljudi tu. So starejši ljudje, glavnem to jim pomeni svet, tako kot so sami rekli, proti naravi pa ne moremo nič. Zjutraj ste dobili tudi meritve statikov, kaj so pokazale, kakšno je stanje? Župan me je obvestil, da so bile meritve oziroma ta analiza pač kaže slabo in resno zadevo. Povedal mi je, da stanovalci nikakor ne smejo biti v teh prostorih. Vsaj niti spati, sploh se ne bi smeli nahajati. Ampak dovolili smo jim čez dan, da grejo po opravilih, imajo neke živine, neke domačih živali, da te oskrbijo, pa to in da drugače pa dejansko ne bi smeli biti se v tej zgradbi sploh več nahajati. Čeprav razumem, tudi tule so bile izvedene te meritve in prvih 5 metrov je čisto mehkih, čisto razmočenih. Tako, 5 metrov ni trdote, šele potem pridejo na trda tla. Tako da zdaj to še nadaljne strokovnjake, župan že takoj v nedeljo je rekel, da bo to poklical in dejansko so že včeraj prišli in so to izvedli temeljito, po celem hribu so delali te izmeritve in danes so potem poslali to analizo. Kaj pa sicer situacija v občini Šentilj? Sprva se je zdelo dopoldne, da se malce umirja, zdaj pa spet ne, imate kar precej ekip aktiviranih. Ja, danes so bile že dejansko aktivirana vsa društva, že zgodaj zjutraj, to se pravi v celi občini imamo takih večjih
plazov, ki smo jih mogli pokrivati za folijo in z dodatnimi aktivnostmi 13 trenutno. 2 hiši imamo ogroženi, poleg te še imamo 1 hišo ogroženo. Nas je pa dal župan vse 4 društva gasilska tudi v 24-urno pripravljenost. Kaj to pomeni konkretno za vas? To pomeni, da smo vsa društva pripravili enote, ki bojo tudi v nočnih urah v pripravljenosti, kajti do jutri, do nekje popoldneva bi naj bilo vse skupaj najbolj kritično. Pripravili smo se vse folijo, vse potrebne stvari, odredili, nabavili. Težko je že dobiti folijo v teh naših krajih. Jo primanjkuje? Zelo jo primanjkuje. Zdaj v bistvu te večje trgovine smo nekako spraznili. Tudi danes smo se v Radence peljali po folijo, no, zdaj, če vam to kaj pove. Dejansko je zelo kritično, pripravljamo se vse drugo ostalo, kaj je pač tudi te late, les, razne vijake, kar je ki možno kaj delati. V glavnem vse smo si pripravili smo si že tudi pesek in vreče, kajti pravijo, da bodo prestopile tudi potoki, reke, ki jih pač imamo tu, vse so vezane na te 2 glavni, ko pravijo Ščavnica in pa reka Pesnica. Tudi Mura je bila zelo visoka v zadnjih dneh, sicer je danes zjutraj malo padla, ampak zdaj spet narašča. Koliko ljudi približno imate v pripravljenosti, neka številka? To se pravi, občinski poveljnik je trenutno odredil, da bojo v nočnih urah imeli vsa društva tam nekje od 5 do 8 ljudi v dežurstvu. Tista druga hiša, ki ste jo prej omenili, ki je ogrožena, je prav tako kritično kot tukaj, so prav tako prebivalci evakuirani? Tam že prebivalci niso evakuirani, ni sicer tako kritično, ker ni prišlo do plazu tik ob hiši, še je kakšne 2 do 3 metre, ampak tudi tam ni neke trdnosti okoli, tudi tam smo že delali včeraj te izmeritve in tudi tam je dokaj kritično, se pravi, tam smo še danes naredili še dodatne posege z peskami, preusmerjali te meteorne vode in tako naprej, da bi čim več vode odstranili iz tega plazu. Dobro, hvala lepa za enkrat. Miha, kot smo slišali, prebivalci so v pripravljenosti, prav tako tudi pristojne službe tu v občini Šentilj. Bomo seveda dogajanje spremljali. Manca, zaenkrat hvala lepa. Gospod Polajnar, dež se bo po noči umirjal, ampak nekatere reke bodo še vedno naraščale tudi jutri. Katere in kje bo ta nevarnost poplav ostajala velika? Ja, drugo tako večje težišče padavin in pa naraščanja rek je v porečju reke Krke. Tam je danes čez dan padlo že okrog 30 do 40 litrov dežja na kvadratni meter, padavine pa se v porečju reke Krke še kar obnavljajo in se bodo tudi tekom popoldneva in v noči na sredo. Res pa je, da reka Krka zaradi kraškega značaja odreagira na padavine nekoliko kasneje, tako da bo Krka naraščala. Moram povedati, da Krka ta trenutek že poplavlja, vendar bo dodatno naraščala še celo sredo. In pričakujemo njen najvišji vrh oziroma njen najvišji vodostaj nekje v sredo popoldan in proti večeru na četrtek, ko bi lahko se približala tudi nekaterim naseljem. Upamo pa, da voda le ne bo vstopila v Kostanjevico, ampak ta verjetnost še vedno obstaja. Je poleg Kostanjevice na Krki ogroženo še kakšno drugo naselje morda, če pride res do takšnega dviga Krke? No, ta naselja ob Krki seveda so ne samo naselja ob Krki, tudi ob hudourniških vodotokih, ki pridejo z Gorjancev. Vse to lahko je potencialno tudi ogroženo tekom današnjega večera in pa jutrišnjega dne, pa vendar glede na tip padavin, ki ni prav nevihten, bi temu rekel, na tem delu porečja, ocenjujemo, da bo šlo za kraški odtok. To pomeni, da bodo te reke bolj počasi naraščale, a vztrajno in seveda potem v sredo čez dan in potem v noči na četrtek povzročale težave. Zdaj, vremenska opozorila je Agencija za okolje v bistvu prižgala samo za vzhodni del države. Vzhod Slovenije je bolj nižinski, ali to pomeni, da lahko težave povzroči že v bistvu manjša količina padavin, kot denimo drugod po Sloveniji?
Ja, to je bil tudi glavni vzrok, da smo se odločili za najvišjo stopnjo opozorila danes zjutraj. Namreč glede na to, da je že prisotna velika predhodna namočenost na tem delu Slovenije, da so reke v prejšnjih dneh že poplavljale, smo se odločili prav za to vrsto opozorila. Na podlagi seveda meteoroloških prognostičnih modelov, ki so bili danes zjutraj na razpolago. Moram pa povedati, da se te izračuni spreminjajo iz ure v uro, tako da je ta negotovost, ali bo res prišlo do tako velikega poplavljanja teh rek ali ne, še vedno prisotna. Pričakujemo padavine, kot sem že omenil, se že pojavljajo tukaj na Hrvaškem in se ravno sedaj gledam radarsko sliko tukaj ob meni. In vidim, da bodo kmalu prestopile slovensko-hrvaško mejo na tem območju, tako da padavine se še obetajo v prihodnjih urah. Upamo pa, da le te naši izračuni iz jutranjih ur, da so bili malo preveč, bi rekel, bogati z dežjem in da bo dežja manj, kot smo pričakovali, in s tem posledično tudi manj težav. Pa vendar še enkrat previdnost danes zvečer in polnoči na sredo še vedno velja. Ja, pri teh sredozemskih ciklonih je v bistvu težko povsem napovedati njihovo točno lokacijo in potem se lahko količine padavin na posameznih območjih kar precej spreminjajo. Tako so se tudi napovedi v bistvu v zadnjih dneh, kot ste rekli, spreminjale. Za jutri je še nekaj dežja napovedanega, ampak bistveno manj kot danes. Ali imate že kakšno napoved, kdaj bo vsa ta voda zdaj odtekla, kdaj bo nevarnost poplav minila? Ja, jutri sicer bo še nekaj dežja, vendar v bistveno manjšem obsegu kot danes, tako da predvidoma ta dež naj ne bi več vplival na odtočne razmere v Sloveniji, bistveno vplival. Kar se tiče poplav, ocenjujemo, da bi lahko ta poplavna voda, ki bo prisotna v rekah vzhodne Slovenije, odtekla v približno enem dnevu, to je nekje do četrtka zjutraj. Dočim visoke vode na Krki, te pa se bodo zadržale še nekaj časa, tako da kaže, da bi se voda nazaj umaknila v svojo strugo šele nekje v soboto. Za konec samo še to, če primerjate to deževje in posledice s kakšnimi v preteklosti, za kako izjemen hidrološki dogodek pravzaprav gre? No, visoke vode v maju beležimo na vsakih nekaj let, naprimer leta 2019 pa tudi 2021 smo imeli visoke vode, sicer ne tako kot sedaj. Ta situacija, ki je sedaj, je mogoče zato nekoliko bolj posebna, ker je dolgotrajna. Namreč vemo, maj je bil do sedaj precej deževen in ta voda se kar akumulira v zemljino. Tako da je skupna količina padavin v maju nadpovprečna in zaradi tega so tudi te padavine, ki sedaj prihajajo, ki po sami količini niti niso tako ekstremno velike in v primeru, da bi bile sušne razmere, niti ne bi povzročile večjih težav, ker pa bodo padle na tako razmočen teren, pa pričakujemo omenjene težave. In seveda si vsi skupaj želimo, da bi vseh teh težav kljub napovedi bilo čim manj. Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Gospod Janez Polajnar, najlepša hvala za vaše gostovanje, vaš čas in seveda za vse odgovore. Prosim. Hvala pa seveda tudi vam za vašo pozornost. Celotno dogajanje v Sloveniji v zvezi s tem padavinskim dogodkom spremljajo tudi naše ekipe na terenu. O vsem skupaj sproti poročamo na naši spletni strani n1info.si. Objavljamo tudi vremenska opozorila, najbolj sveža in najbolj točna. Zaenkrat pa iz studia lep pozdrav in nasvidenje.